O, tukaj si. Očka na široko odpre vrata. Pridi mi pomagat. S čim le, nejevoljno zagodrnja Simon. Danes je državni praznik. Pridi, izobesila bova zastavo, ga povabi očka. Kam pa? Se začudi Simon. Ja, na drog, potem pa nad vhodna vrata, mu pojasni očka. Simonu se naenkrat zasvetijo oči. Dobil je neverjetno idejo. Očka, tokrat obesimo gusarsko zastavo. Prosim, naša hiša bo veliko otočje, ki ga je v bitki osvojil kapitan Berni. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana slovenistka. Že od vedno pa sem se srečevala z literaturo. Imela sem to srečo, da sem imela zlate starše, ki so mi že nekako od malega veliko brali, veliko pripovedovali. Tudi moja stara mama je vedno obogatila moje otroštvo z raznoraznimi pripovedkami in anekdotami. Očkov obraz se nenadoma zresni. Simon, izobesili bomo slovensko zastavo, kot na vsak državni praznik. Toda zakaj? Zakaj ne moremo enkrat izobesiti moje zastave? Jezno zacepeta Simon. Čisto nič mu ni žal, ko skozi okno opazuje, kako očka izobesi veliko zastavo. Obraz mu krasi širok nasmešek, oči mu ponosno sijajo, ko se v zastavo ujamejo prve sapice vetra in svilnato blago nežno vzvalovi. Potem tudi izbira študija je bila nekako samoumevna in tako sem tudi sama začela veliko pisati. Tako je prišlo tudi do te knjigice. Odrasli tako in tako otrokom beremo, pa tja do 9. leta in še kasneje. Starši to ponavadi naredijo v večerih, pa tudi priložnostno, medtem ko vzgojitelji imajo to dnevni program. In se mi zdi, da na tak način lahko otrokom tudi skozi slikanico ali bi rekla ilustracije približamo tekst, ki ga preberemo. V Simonu pa še dalje vre bes. Vse hiše imajo enake zastave, prava reč. Zakaj ne bi vsaka imela svoje? Zakaj ne bi mi imeli gusarske? Gusari so namreč pogumni bojevniki. Prisvajajo si otočja, ladje. Sovražnikom se tresejo hlače ob samem pogledu na mogočne flote gusarskih barkač. Ponos bi bilo imeti izobešeno njihovo zastavo. Veliko bi imel še povedati, jezno stiskati pesti in razdraženo cepetati, a zmoti ga očkov oddaljeni vzklik. Simon, si za eno čisto pravo gusarsko pustolovščino. Simonu se široko razprejo oči. Pustolovščino? Gusarsko? V trenutku poleti skozi vrata in poišče očka, ki z mamico počiva na kavču v dnevni sobi. Pustolovščino? Kakšno? Kje? Kako? Zasuje ju z vprašanji. Čisto pravi lov na zaklad, zatrdi očka. Simon ne more verjeti svojim ušesom. Do sedaj je bil na gusarskih avanturah vedno sam, v svoji sobi, s svojimi igračami in domišljijo. Sedaj pa, prav zares? Tako je, se nasmehne mamica. Iskali bomo zlatnike. Da, zlatnike, pokima očka. In ko jih najdemo, bomo vsakega posebej shranili v dragoceno skrinjo. Predvsem moja zaposlitev na Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, kjer je bilo velikokrat govora o tem, kako primanjkuje te literature za mlajše bralce, ki bi nekako razjasnila te osnovne pojme o domoljubju, o državnih simbolih. In sem potem veliko začela razmišljati o tem in nekako je potem prišlo do ideje in kasneje tudi do realizacije. Zlasti mladi, tja do 12 let, potrebujejo zelo opredmeteno in zelo asociativno predstavitev snovi. In ta igriv način je zagotovo nekaj, kar prispeva k priljubljenosti predmeta in priljubljenosti vsebine same. Zato je to tako izjemno pomembno,
da so gradiva takšna, kot je ta knjiga, kajti to je res tisto, kar približa mladim. Suhoparno navajanje dejstev pač ni za mlade. Oni si želijo dejansko bolj živahno predstavitev. Vse pa na koncu poglejte, kaj mladi najraje počnejo. Igrajo računalniške igrice. Zakaj pa? Zato, ker so zelo domiselno in zanimivo sestavljene. Na tak način bi bilo potrebno tudi predstavljati zgodovino ali pa kak drug predmet. Tole je stavba Državnega zbora, Simon. Tu se sprejemajo vse pomembne državne odločitve, pojasni očka. Srečni smo lahko, da imamo samostojno državo, ki lahko sprejema svoje odločitve. Ali vidiš, kaj visi na drogu pred stavbo, vpraša mamica. Spet ta neumna zastava, zavzdihne Simon. Nobena zastava ni neumna, ostro odgovori mamica. Simon pozna ta njen pogled. Deležen ga je vsakič, ko pred kosilom iz predala izmakne kak piškot. Ta pogled nikoli ne prenese prav nič dobrega. Zato bi bilo po izkušnjah sodeč na tem mestu bolje utihniti. Toda Simonu se iz ušes znova pokadi para. Seveda je, povsod ista, povsod ta zastava. Pa saj ni nič takega. Kos blaga, 3 barvne črte in nalepka. Nič slabša ni od zastave kapitana Bernija. Nasprotno, zastave kapitana Bernija so vse sovražne ladje ustrašijo. Debel ovinek naredijo okoli njegove ladje, ker jim srhljiva lobanja nažene strah v kosti. Lobanja, to je nekaj. Znak poguma, znak moči. Simon se na vse pretege trudi dokazati svoj prav. Tudi v tej zastavi se skriva ogromno poguma in moči, nadaljuje očka. Veš, Simon, to ni le kos blaga s 3 črtami in nalepko. Poglej pobližje. Vsi trije se zazrejo v zastavo, s katero se nežni vetrič nagajivo poigrava. Te črte so trobojnica, barve slovenske zastave. Potekajo v točno določenem zaporedju, ki se ga ne sme kršiti. Vidiš, od zgoraj dol, bela, modra, rdeča. Vsaka od barv zaseda točno 1/3 zastave. In tukaj, Simon, ravno tukaj, na tem trgu, kjer zdaj stojimo, je bila slovenska zastava tudi prvič dvignjena 26. junija leta 1991. Takrat, ko je Slovenija razglasila svojo neodvisnost in smo končno dobili svojo državo, ponosno doda mamica. Simon z zanimanjem posluša in odprtih ust strmi v plapajoče blago. Očka in mamica le redko govorita s takim žarom in tako navdušeno. Zdi se, da sta na to zastavo resnično ponosna. In ta nalepka, kot jo ti imenuješ, nadaljuje očka, je slovenski grb. Ravno tako strogo določen zakonom. Leži namreč v levem zgornjem kotu zastave, ena polovica na belem, druga pa na modrem polju. Največji pomen je, kako je prispodobah prikazano, na kakšen način lahko otroka navdušimo za nekaj, kar je pravzaprav za njegovo pojmovanje in razumevanje izjemno zahtevno. In predvsem še to, da kako lahko odraslim približamo idejo, otroka navdušiti za nekaj, otrokom prikazati nekaj zahtevne simbole, za majhnega otroka je to zahtevno. Jaz bi ga narisal lepšega, pripomni Simon. Dvomim, odgovori očka. V tem grbu se namreč skriva cela Slovenija. Simon znova ne more verjeti ušesom. Kako lahko v eno sličico skriješ celotno državo? Nemogoče, tako majhna je. Mi ne verjameš? Pa poglejva, se nasmehne očka. Vidiš, v sredini se nahaja belo pobarvana gora s 3 vrhovi. Predstavlja Triglav, naš najvišji vrh. Pod njim sta 2 modri valoviti črti. Kaj misliš, kaj predstavljata? Poplavo v našem stranišču, vpraša Simon. Očka se nasmehne in nadaljuje. No, res je, da predstavljata vodo. To si odlično ugotovil. Ne pa katerekoli vode. Predstavljata naše številne reke in pa seveda morje.
Zgoraj pa imamo 3 zlate zvezde. Te izhajajo iz naše bogate in dolge zgodovine. Še daleč nazaj, iz časa grofov celjskih, ki so te iste zvezde imeli že v svojem grbu. Nekako se že pripravlja eno nadaljevanje, ki bi malce več spregovorilo o zgodovinskih dogodkih v procesu slovenske osamosvojitve in bo vključevalo isto tako na isti način, ampak bolj zgodovinsko. In to bosta verjetno 2 knjigi. Zaenkrat sta še v osnutkih. Simon bi bil gusar, se vidi že na morju, je kapitan na ladji, izginja na obzorju. A ko pogleda vase, mu srce govori: sobica je moja, moj dom, moje skrbi. Tu očka je, pa mamica, ki pravi sta zaklad. In tu je naša hišica, tu sem strašno rad. Za hišo pa igrišče in mucki, kuža, ptice, šola in prijatelji, ki krajšajo mi moje dni. Gusarji, adijo, pa skrinje in cekini. Pravi zaklad le moj dom, tu vedno srečen bom. Država je ena sama. Če gledate z leve ali desne, kakršnega koli prepričanja smo, nam bi morale biti vsem, ne glede na to, od kod prihajamo, z katerega dela Slovenije, kakršnega koli političnega prepričanja smo, bi morali biti enotni v tem, da imamo svojo državo, da jo želimo ohraniti, obdržati in biti tudi uspešni v njej.